Torej, en lep dober dan. Hvala lepa, da ste se udeležili naše novinarske konference, na kateri prvi dan volilne kampanje želimo na kratko predstaviti ekipo, pa tudi nekaj programskih izhodišč. Danes sta z mano magister Anže Logar, ki se bo prav tako po mojem uvodu pridružil besedi, in pa Patricija Šulin, ki bo prav tako predstavila svoje videnje dela v Evropskem parlamentu. Zdi se mi, da se spodobi, da se na začetku predstavi celotna lista. Poleg mene, kot prvega na listi, bo na drugem mestu Romana Tomc, univerzitetno diplomirana ekonomistka, jo poznate tudi kot podpredsednico Državnega zbora Republike Slovenije, poslanka v Državnem zboru, bila je tudi državna sekretarka, nekoč na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, pokriva tudi področje gospodarstva. Patricija Šulin na tretjem mestu je univerzitetni diplomirani organizator dela, nekdanja poslanka v Državnem zboru, ima precejšnje izkušnje s področja gospodarstva, poznavalka davčne zakonodaje. Sledi magister Anže Logar, magister državnih in evropskih študij, predsednik mestnega odbora SDS v Ljubljani in nekdanji direktor Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje. Bil je prvi zaposleni Slovenec v evropskih inštitucijah, recimo potem je znan. Sledi mu Damjan Terpin, zamejski Slovenec, univerzitetni diplomirani pravnik, odvetnik, deželni tajnik stranke Slovenska skupnost. Smo edina stranka, edina lista iz Slovenije, ki je postavila na svojo listo tudi zamejca oziroma nekoga, ki ne živi v matični domovini. Šesta je Karmen Merčnik, študentka evropskih študij, podpredsednica Slovenske demokratske mladine. Sedma je dr. Vlasta Krmelj, strokovnjakinja za zadeve Evropske unije in trajnostni razvoj, doktor kemijske tehnologije, večkratna nagrajenka iz različnih forumov in gremijev. In osmi, magister Andrej Šircelj, univerzitetni diplomirani ekonomist, magister znanosti z področja davčnega prava, poslanec SDS in nekdanji državni sekretar v Ministrstvu za finance. Torej, to je naša ekipa, večkrat je rečemo zmagovalna ekipa, zagotovo najbolj konkurenčna in dobra kombinacija strokovnosti, političnih izkušenj, starosti, mladosti, tako da sem prepričan, da bo dobro zastopala barve Slovenske demokratske stranke na teh volitvah. Nekaj stavkov mi dovolite z področja še nekaj vsebinskih iz našega programa. Mi smo program zasnovali tako, da smo iskali nekako stične točke med Slovenijo in pa tudi Evropsko unijo. Prva taka pomembna stična točka je zagotovo so razvojni resursi, ki jih potrebuje Slovenija. Slovenija nima velikih naravnih bogastev, to vsi vemo. Ima pa recimo preslovnično delovne ljudi, človeški kapital, in z dobrim upravljanjem, s tem, kar imamo, bi Slovenija lahko bila konkurenčna in kmalu dohitela povprečje evropske razvitosti. Ta hip seveda ne kaže temu tako. Tudi zaradi tega ne, ker slabo črpamo evropska sredstva, Evropska unija nam daje razvojne vire, zagotovo so evropska sredstva tista najbolj pomembna. Če bi znali počrpati, pa ne, ker še polovico nismo počrpali iz stare evropske perspektive, pa že začela nova evropska perspektiva, tudi operativni načrti še niso pripravljeni, tako da vlada dokaj zamuja pred tem. Vendar res upam, da bodo vendarle, da ne bomo pustili neporabljenega denarja v evropski blagajni. Drugi taki pomemben finančni vir, ki je lahko razvojni resurs za Slovenijo, so seveda mehanizmi evropske finančne pomoči. Tudi tu bi Slovenija lahko dobila za neki spin v razvoju pomembna evropska sredstva, za, bi lahko rekli po domače, pocen denar, veliko cenejši, kot ga vlada dobiva na svetovnih finančnih trgih za drage obresti, pa dostikrat iz neznanih virov.
Naslednja skupna točka, kjer bi lahko Evropska unija pomagala Sloveniji, je seveda brezposelnost ali pa odpravljanje brezposelnosti mladih in pa ne samo brezposelnosti mladih, ampak tudi večje zaposljivosti mladih. Evropska unija je v tem sklicu naredila veliko za mlade in tudi posvečala veliko pozornosti. Od 7 prioritet v programu Evropa 2020 sta kar 2 prioritete namenjeni posebej mladini. Eni z področja izobraževanja, druga prioriteta z področja zaposlovanja. Jaz sem bil v tem mandatu nosilec enega pomembnega poročila Mladi in mobilnost, ki je kasneje vplivalo svojo vsebino kar na sprejemanje še mnogih drugih poročil z področja izobraževanja in mladine. Recimo en vrh je doseglo poročilo ponovni razmislek o izobraževanju v Evropski uniji, kjer se jasno zahteva, da se morajo evropski sistemi, šolski sistemi veliko bolj odpreti potrebam družbe, gospodarstva in trga, kot so bili doslej. V Evropi imamo ta hip res 5,6 milijona mladih brez službe, ampak imamo skoraj 3 milijone delovnih mest, ki jih ne moremo zaposliti s profili, ki pridejo iz evropskih šol. To pomeni, da moramo ustvariti neko sinergijo med šolstvom in pa družbo in ekonomijo v celoti. No in recimo to je bilo eno pomembno področje, ki bo ostalo tudi pomembno v naslednjem mandatu, torej napraviti evropske šole veliko bolj odprte in s tem opremiti mlade udeležence v teh šolah, študente, dijake, z kompetencami, ki jih družba potrebuje. To je dobro za njih, za mlade, kakor tudi za družbo in ekonomijo v celoti. Evropska jamstvena shema je sicer pomembna. Veliko denarja bo šlo v države članice, ki imajo težave z zaposljivostjo mladih, vendar jaz ga bolj imenujem ta mehanizem kot neki gasilski prijem, ki lahko začasno, kratkotrajno omogoči ali pa prepreči večjo nezaposljivost med mladimi, nezaposlenost med mladimi, dolgoročno trajno pa ne rešuje zaposljivosti mladih. In zato sta pomembna 2 pogoja, kot sem že omenil, prva reforma šolskih sistemov, v okviru tega se mora Bologna nadaljevati, bolonska reforma nadaljevati, kakor tudi uvedba dualnega sistema na področju srednjega šolstva in seveda drugi predpogoj je reforma trga dela. Tretja taka skupna točka, ki jo imamo v Evropska ljudska stranka in pa Slovenska demokratska stranka v svojih vladnih programih, je vitkejša država oziroma stop birokraciji. Če socialisti na eni strani poudarjajo stop varčevanju, smo mi tokrat našli eno drugo rešitev, ki bi zagotavljala trajnejši razvoj v Evropi, in to je zmanjšanje birokracije. Evropa se duši z birokracijo, je preveč močna, duši gospodarski razvoj, zahteva visoke davke, tipičen, idealen primer za kaj takega je ravno Slovenija, ker povečujemo davke, istočasno pa s tem povzročamo, da je manjši priliv v državni proračun, normalno, zato ker gospodarstvo ne premore dovolj svežega kapitala, da bi ustvarjalo nova delovna mesta in seveda s tem gospodarsko rast in dolgoročno tudi neki trajnostni razvoj. Torej, naš projekt na področju gospodarstva in sociale je socialno-tržno gospodarstvo, vendar znosno v mejah, ki običajno imenujemo, ne moremo več porabiti, kot zaslužimo. To se mi zdi, da je neka normalna meja. Vse, kar je več, mi bremenimo naše otroke, vnuke oziroma naslednje generacije in to ni solidarnostno. To ni fair do mlajših rodov. Potem naslednja taka točka je pravičnost v družbi. Tukaj gre tudi bolj poudarek na pravni pravičnosti. Želimo si, da tudi Slovenija postane družba, kjer ne bodo preganjeni kritični intelektualci. Pred 20 leti si nismo mogli predstavljati, da bo leta 2014 preganjen duhovnik zaradi verbalnega delikta, zaradi kritike delovanja državnega organa. Nismo si mogli predstavljati, da bo preganjen univerzitetni profesor zaradi kritike delovanja državnega organa. Ali pa celo bivši predsednik parlamenta iz enakih razlogov. Da v primeru Patrie ne govorim. Skratka, Slovenija
nujno potrebuje večjo stopnjo zaupanja tudi v pravosodni sistem. 24% je premalo. V Sloveniji zaupa 24% državljanov v pravosodni sistem. Na Danskem in Finskem je ta odstotek 85%. Skratka, nujno potrebujemo reformo ne samo gospodarstva, davčne politike, ampak tudi pravosodnega sistema. To so nekatere skupne točke, kjer tudi lahko Evropska unija oziroma evropske inštitucije pomagajo. Na enem od zadnjih plenarnih zasedanj smo sprejeli ustrezen dokument, ki ga je sicer predlagala leva stran Evropskega parlamenta in ki smo ga tudi z veseljem sprejeli, ki omogoča recimo nek nadzor nad delovanjem pravosodnih sistemov v državah članicah. Seveda bodo te volitve tudi svojevrsten test o vladi. Vsake volitve so, tudi lokalne, tudi evropske, da o nacionalnih ne govorimo. Meni je edino žal, da sočasno z temi volitvami ne bo tudi referenduma o arhivih. Vsi resni, odgovorni državni organi bi si morali prizadevati in narediti vse, da je udeležba na nekem demokratičnem aktu čim višja. To se mi zdi neka politična odgovornost glavnih inštitucij in političnih organov v državi. Pa vidimo, da ima leva stran dokaj pišmevuhovski odnos do ljudske volje. To se je že izkazalo takrat, če se spomnite, v času, ko smo zmagali na referendumu za večinski volilni sistem. Pa recimo v parlamentu ta volja ni bila implementirana. Nekaj podobnega se vidi sedaj, ko poskušajo na vsak način se izogniti sočasnosti volitev, tako da predlagajo neki drugi datum, ki bo bistveno povečal stroške davkoplačevalcev. Ne državi kot taki, ne proračunu kot takemu, ampak predvsem davkoplačevalcem. Želim še poudariti v tem uvodu samo to, da bomo imeli letos izjemno skromno kampanjo, vse kar se tiče finančne podlage, da bomo imeli nekajkrat manj denarja na voljo, kot smo ga imeli pred 5 leti ali pa 10 leti, da bomo poskušali izkoristiti živi stik z volivci in pa druge sodobne medije in na ta način priti do volilnega telesa.